predlagaš. Gospe in gospodje, Slovence, dovolite mi, da najprej izkoristim to priložnost, da se zahvalim spoštovanemu evropskemu poslancu, dr. Vilemu Zveru, za prevzem organizacije tega dogodka v državnem svetu, ki nas tukaj gosti, seveda Inštitut za kulturno diplomacijo in njenemu direktorju in ustanovitelju gospodu Marku Tomku, ne samo za organizacijo te konference, tudi za gostovanje te iniciative, ki v zadnjem času dobiva največjo podporo. Letom dni in pol po navdihu arabske pomladi so v Siriji zarubili protesti in vstajajo proti obstoječemu režimu. Danes pa lahko spremljamo vsak dan ta divja državljanska vojna. Prizadevanja mednarodne skupnosti za mediacijo so bila zaman. Danes so tam razmere izjemno zaostrene in tudi zapletene. Žalost je ugotavljamo, da nam je ponovno spodletelo pravočasno dočititi. To tudi kaže, da se iz zgodovine prejšnjega stoletja mednarodna skupnost, prejšnje človeštvo, ni naučilo dovolj. V času po drugi svetovni vojni je bilo več od 80 držav, vključno Slovenijo, priča množičnih protestov. Ta se že dogaja tudi še po sprejetju konvencije za preprečevanje in poznavanje zločina genocida. 53 milijonov ljudi je izgubilo življenje, 53 milijonov ljudi je žrtev primeru sorodnikov in žene otroke. Te prihodnost je bila praktično spremenjena. Za temi številkami, za temi milijoni stojijo še bistveno večje številke razseljenih ljudi. Uspešna preventiva in prepozno ukrepnost je namreč tesno povezana s problematiko nenadzorovanih migracij. V času vojne na območju nekdanje Jugoslavije, ko se ni dogajala tako daleč nazaj, ko se mednarodna skupnost tako ni razvala pravočasno, je življenje izgubilo skoraj 200 000 ljudi, razseljenih pa jih je bilo več od 2,5 milijona. Tega te stvari Slovenija ponudila zatočišče 70 000 bosanskih beguncem. V podobnosti, ko danes spremljamo v Siriji. Oktober je bilo registriranih že več od 310 000 sirskih beguncev, ki so zapustili lastno državo, številko se sedaj ne rešuje. Vendar pa, da mi ne bi smeli imeti številk, razpočnenski položaj teh ljudi. Treba se je vprašati, kje po noči spijo, ko je z njihovim zdravjem, kje se bodo šolali otroci beguncev. Gre za 100 000 krivic, za toliko izgubljeno priložnost. V tem se seveda velja preveliki državam, ki so beguncem ponudile zatočišče. Te države se bodo s posledicami soočale šele. Pri dogajanju sirskih kmet nas opozarja na potrebo poglediti preventivnih mehanizmov. Gre za najbolj human, najbolj učinkovito in tudi najcenejšo pot. Rekel bi znam, ki bodo del pravice in delo nagrajene za verskejskom kulturu. Moja človečnost leži v tvoji, se so lahko človeka veseli. Zato sem prejšnji mesec velikaj držav in mednarodnih organizacij s pismom seznanil o iniciativi za nadgraditve konvencije o preprečevanju in poznovanju zločina genocida, ki je v okviru Inštituta za kulturno diplomacijo iz Berlina v okviru tega leta. Vsem dogovoru na septembrskem zasedanju generalne skupščine OZN v New Yorku sem pozval države članice organizacije Združenih narodov, regionalne in podregionalne organizacije, oblikovanje učinkovite strategije za pravočasno preventivno in preprečevanje množičnih grozodejstev. Potrebujemo več sodelovanja v podobno mislečih držav, ki bi zagotovilo učinkovito preprečevanje in tudi hiter odziv zoper množično grozodejstvo, predvsem pa preventivno delovanje. Veseli me, da je najmočnejša politična sila v Evropi in tudi največja politična družina v Evropskem parlamentu, Evropska ljudska stranka na svojem kongresu, tudi
pomočjo delo pravilno nadzora. Ta mesec sprejela resolucijo o odgovornosti za zaščito in preprečevanje genocida. Svet Evropske unije je pozvala k okrepitvi zmogljivosti in večjo usklajenosti Evropske unije za preprečevanje množičnih grozodejstev. Resolucija poziva tudi k ustanovitvi posebnega odbora Evropske unije za preprečevanje množičnih grozodejstev, so to že storile Združene države. Pri ozaveščanju mednarodne javnosti pa je seveda ključnega pomena vloga civilne družbe, iz katere ta pobuda tudi prihaja, ki so države kasneje osvojile. Mednarodna podpora se tukaj, vsaj teoretično velika in narašča. Podporniki so mednarodne nevladne organizacije, pravniki, študenti, novinarji in drugi posamezniki. Tudi za pobudo, ki je osamljena, ki je implementarna številni drugimi, ko imamo delujoč globalni center za odgovornost zaščititi. Imamo mednarodno policijo za odgovornost zaščititi in tudi posvetovalno mrežo za preprečevanje genocida, še številne druge mednarodne organizacije, ki delajo te stvari. Je pa velikokrat to delo preveč razprošeno, zato civilna družba, ki je že deluje na tem področju, za seboj povedal zavezništvo za svet brez genocida in za svet brez množičnih grozodejstev, kot tako povezano in usklajeno deluje za ta skupni cilj, kar pomeni, da je bolj uspešno. Danes vidimo, ko projektivno delovanje ni imelo učinka, ni bilo pravočasno. So razmere resno v Siriji, kar pa ne vemo, kaj nam bo naslednji mesec in naslednja leta. Ne samo tam, ampak tudi nekaj. Ključnega pomena za preventivno delovanje je zgodnje obveščanje. Izjemno pomembno se potrebno spostaviti boljše opozorilne mehanizme in okrepiti preventivno informacijo. Spoštovati je potrebno sposobnost pravočasnega priznavanja morebitnih izbruhov nasilja in zvesti. Pri tem velja pozornost usmeriti na dejavnike nestabilnosti, ki je možno prihodnosti. Tako so radikalne ideologije, socialna razsvojenost, demokratični deficit, verske in etnične napetosti. Pri preventivnem delovanju ne bo boljši učinkov, dokler ne bodo bistveno večjo vlogo prevzele regionalne in podregionalne organizacije, ki najbolje poznajo in razumejo dogodke v lastni regiji. Nadgradnje Lemkinove konvencije z avtomatskimi ali delno avtomatskimi preventivnimi mehanizmi, ki se po naprejšnjem pooblastilu varnostnega sveta OZN sprožijo samodejno, je nujno potrebno. Tako je nujna sprememba politike uvajanja embarga na prodajo orožja, vojaške in policijske opreme za določene krizne države in okolišče. Danes do takšnega embarga praviloma pride takrat, ko visoko ogrožen diktatorski režim začne brutalno zločinavati državnih civilnih prebivalcev. To potem izzove proteste svetovne javnosti, ki spremlja danes v dobi modernih komunikacij protokolativno, to preko sredstev množičnega javnega obveščanja. In takrat potem na pritisk javnosti običajno varnostni svet Organizacije Združenih narodov praviloma reagira z embargo, reaktivno napadno. Takšen embargo režima, ki izvaja množično grozodejstvo, običajno ne prizadeje bistveno, prepreči pa možnost legalne pomoči odporniškim skupinom, ki jih takšno nasilje režima slejko realizira. Bistvena vloga embarga, to je tudi zapisano v teoriji, pa bi moralo biti preventivno. Torej, preprečiti ali vsaj bistveno omejiti nedemokratičnim in dikatorskim režimom dostop do sodobne vojaške in policijske tehnike ter orožja, kar bi pomembno zmanjšalo možnost genocida in množičnih grozodejstev.
se upravičeno bolj boji mednarodnega posredovanja kot vojaškega močnejše ljudi. Vsaka odločitev njegovih voditeljev za množično kršenje človekovih pravic je zato tudi bolj tvegana stališče njihove lastne varnosti. Organizacija Združenih narodov bo morala svoje preventivne mehanizme dodelati tako, da tudi to smer še vaš predlog. Da bo embargo na prodajo orožja, vojaške in policijske opreme uvedeno avtomatsko posod tam, kjer bodo opozorilni mehanizmi zaznali povišeno stopnjo tveganja za množično kršitev človekovih pravic. Z tega vidika pravčasnega opozarjanja pri oblikovanju univerzalne mreže kontaktnih točk se odgovorno zaščiti še posebej pomembno. Slovenska vlada, na primer, je ravno ta mesec imenovala svojo nacionalno kontaktno točko. Spoštovani, tako kot si nismo želeli, da se ponovijo dogodki iz Srebrenice, si v prihodnji ne želimo ponavljati dogodkov iz Sirije. Ministar Pregovor pravi, da je bolje preprečiti od zdraviti. S tem ciljem vas zdaj vabim v razpravi in k nadaljnjim podajanjem stališčnih predlogov v smisel predlogov, ki bodo prišli iz dvorane. Zavedamo se, tudi tisti, ki smo imeli pobudniki te iniciative, da je samo z izjemno močno, izjemno razvejeno in tudi izjemno koordinirano, usklajeno akcijo civilne družbe možno prispevati k temu, da se bodo birokratski mini mednarodnih organizacij, še posebej OZN, v tej regiji in da bo možno biti bolj uspešen s potrebo, kot pa se je to dogajalo v preteklosti, ko so bile podobne iniciative, se manj množične in čak tudi manj artikulirane, zadolžene v predalih birokratskih klinik oziroma tudi drugih organizacij. Kakšna je kapaciteta teh formalnih mrež, vemo imamo iluziji, da se bo ta kapaciteta v kratkem času bistveno spremenila. Zavedamo se tudi moči javnosti, mednarodne javnosti, moči ozaveščanja civilne družbe, ki jo sodobne tehnologije bo je vendarle možno v realnem času marsikje, marsikod sporočati, kaj se dogaja, še dodatno krepijo in daje dodatno moč. In tukaj vidimo tisto dodano vrednost, ki lahko omogoči, da je ta iniciativa v prihodnjih mesecih in let uspešna. To je to iniciativa, ki bi merila na to, da se bo vse spremenilo s enim glasovanjem, možda eno, do katerega bo prišlo čez noč. To je iniciativa, ki se zaveda realnosti, to je iniciativa, v kateri smo se v zadnjih letih natančno seznanili z postopki in tudi z dosedanjimi poskusi, z razmerjem moči, z stališči najvplivnejših mednarodnih dejavnikov. In to je iniciativa, ki je ob tem preučevanju in razpravljanju in razpravah številnimi mladimi podporniki iz celega sveta odkrila nekaj imenovanih tržnih nič, kjer drži dodana vrednost. In eno od teh je ravno možnost tesnejšega, tudi bolj koordiniranega povezovanja civilne družbe pri krepitvi pritiska na mednarodne institucije, da nekaj naredijo naprej, ne samo reaktivno. Tako da tudi ta današnja razprava, ki moja želja prispeva k temu, da se prvič krepi ta pritisk in drugič, da pridemo do novih idej in oboje skupaj predstavlja bistveno dodano vrednost na tej točki, ker svetu presrednosti je možno.